Slovenska žanrska literatura je trenutno v res dobri kondiciji. To potrjuje tudi knjižni prvenec Maše Jelušič, kriminalni roman z naslovom Profesor je končno mrtev. Knjiga, izšla je pri založbi Goga, bo razveselila vse ljubitelje dobrih kriminalk, tudi tiste, ki od kriminalnih romanov pričakujejo nekoliko več, recimo dobro psihologijo likov, poznavanje kriminalističnih postopkov, pa tudi luciden vpogled v družbeno tkivo. Roman Profesor je končno mrtev je svojo predstavitev že dočakal tudi v tujini, in sicer na festivalu Thriller Fest v Beogradu. Tokrat se bova o njem pogovarjali avtorica Maša Jelušič in Tina Kozin. Ne da bi razkrili morilca. Vabljeni k poslušanju. Spoštovani poslušalci, še enkrat lep pozdrav v tokratni oddaji Literarna matineja, kriminalno obarvani. Gospa Maša Jelušič, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Ja, hvala vam za tako prijazen odziv. Najprej vam čestitam za ta res izvrsten prvenec. Prebrala sem ga na dušek. V nadaljevanju ne bom več govorila, da gre za prvenec. Mogoče bi začeli malce stran, in sicer pri vprašanju, tako da vas malo predstaviva, kakšna je bila pravzaprav pot, ki vas je vodila v leposlovje. Namreč po izobrazbi ste doktorica znanosti, doktorirali ste iz varstva okolja in se najprej gibali predvsem v naravoslovnih vodah. Ja, res je. Najprej hvala za tako čudovit opis knjige in pohvale. Najprej sem bila v znanosti, nato pa se je nekako ta pot popolnoma obrnila. Zgodilo se je več stvari, kot se v življenju ponavadi zgodi. Mogoče ena izmed vodilnih stvari, ki me je obrnila proč od znanosti, oziroma dela v pisarnah, dela v laboratorijih, dela pod lučmi. Ta nepričakovana bolezen, nevrološka motnja, zaradi katere imam pogosto, sicer tukaj na radiu se to ne vidi, pogosto masko čez oči oziroma očala. Skratka, zelo težko prenašam umetno svetlobo, kar pomeni tudi računalniške monitorje. In tako sem se nekako odločila za neko drugo pot. Takrat sem zamenjala mnogo služb. To je bilo kar eno tako težko obdobje in mislim, da brez družine, brez partnerja, tete, prijateljev, vsekakor te poti ne bi zmogla. Vidim pa zdaj za nazaj, da me je nekako ta pot, vsi koščki so me pripeljali v bistvu zdaj do sem, do branja. Brala sem od nekdaj veliko, imamo ogromno knjižnico doma. In nekako se je vse skupaj tako sestavilo. Začela sem, moram tukaj povedati, tudi obiskovati bralne klube. Dva izvrstna bralna kluba od Veronike Šoster in od Liu Zakrajšek, kjer ne gre toliko za to, da spoznavamo različne knjige, ampak predvsem to, da spoznavam različne poglede, odzive nanje, in to mi je pri pisanju, takrat, če nisem vedela, da bom dejansko res dokončala knjigo, pri pisanju zelo pomagalo. In tako sem nekako opadla v te knjižne kroge in tudi sama izdala knjigo. No, ta prva knjiga je roman, ki je že sam po sebi zelo zahtevna literarna oblika. Zdaj napisati dober žanrski roman, kar vaš je pa toliko teže, kajti žanr predpostavlja neke obrazce. Dober žanr pomeni tudi v bistvu nadgrajevanje, prebijanje teh klasičnih obrazcev, pomeni dobro psihologijo likov, pomeni preseganje stereotipov, klišejev, pa verjetno tudi prebijanje bralčevega horizonta pričakovanja in še kaj. In zanima me, zakaj prav recimo kriminalni roman? Kaj vas osebno privlači pri tem žanru, ali pa morda kaj pričakujete od dobrega kriminalnega romana tudi? Ja, kar veliko vprašanj. Zakaj kriminalni roman? Zato, ker, če sem čisto iskrena, sem najprej želela napisati bolj ekološki roman, ampak seveda so se stvari nekako obrnile potem v kriminalni roman. Mogoče zato, ker kriminalne romane tudi najbolje poznam, jih namreč berem že vse od otroštva. Mama je bila izjemna oboževalka Agate Christie
In jaz sem v bistvu prebirala te knjige za njo in vedno sva se šli to igro, da sem jaz ugibala morilca, ugibala zakaj, ugibala motive in potem sva razpravljali o tem, zakaj nekdo mori, o človeških značajih in o vseh teh stvarih. Tako da so mi bile vedno nekako najbližje te whodunit kriminalke. In ta žanr, glede na to, da sem ga veliko prebrala, je potem seveda tudi na koncu končal pod mojim peresom. Je pa tudi res, da mi je bilo pri kriminalki in mi je še zdaj všeč to, da jo glede na vse raziskave bere zelo veliko ljudi. Tudi zadnja raziskava slovenska, knjiga In bralci 7, kaže na to, da je kriminalka izredno priljubljen žanr in predvsem zaradi zasluge tudi odličnih slovenskih avtorjev, Demšarja in Goloba, Svetek, Širok, se seveda širi tudi slovenska kriminalka in tako se mi je zdelo nekako, da lahko preko formata kriminalke vključim razne mogoče ideje, o katerih rada razpravljam, od ekologije do kakšnih, ženskih vlogah v družbi in tako dalje. Nekako pri kriminalki lahko ti reči upnem tako neobremenjeno in sproščeno in v kriminalki lahko govoriš o tabujih, o katerih mogoče v običajni knjigi ne bi mogel. In kot ste dejali, jih dobro poznate, kar bo lahko občutila tudi širša slovenska javnost. Zdaj imam že malo v mislih Krimifest, predtem bi še omenila, da je roman Profesor je končno mrtev tudi že doživel predstavitev v tujini. Povedala sem že v napovedi, da je to bil festival Thriller Fest v Beogradu. Bi nam povedali še kaj več o tem? Ja, do Thriller Festa, prvega večjega žanrskega v bistvu festivala kriminalk v regiji, v Srbiji in v regiji na splošno, sem prišla ravno preko Krimifesta, se pravi preko festivala kriminalk, ki sem ga zasnovala za Slovenijo in sicer se bo zgodil novembra, od 6. do 9. novembra v Sloveniji. Sodelujemo skupaj z Vodnikovo domačijo, odlično ekipo in z Zavodom za dobro branje, ker sta tudi Andrej Blatnik in pisateljica kriminalk Karmen Petric. Tako da ravno preko Krimifesta, ker sem želela videti, kaj imajo tudi v tujini, kaj se dogaja, sem naletela na Thriller Fest v Beogradu in tam potem tudi preko srečnega naključja prišla tudi do tega, da sem lahko tam predstavila svojo knjigo in sicer na book pitchu pred založniki, tako pred norveškimi kot pred srbskimi, hrvaškimi in drugimi založniki, kar je bila nekako kar izjemna izkušnja, tako kmalu po izidu. Lahko sem predstavila tudi svoj roman in zanimivo je bilo, da so bili prvi odzivi, čeprav roman seveda še ni preveden v srbščino, prvi odzivi so bili od veliko deklet, ki so po predavanju pristopile do k meni in so rekli, da jih zelo, zelo zanima ta del, kjer opisujem to vlogo žensk v tem kazenskopravnem sistemu oziroma da je glavna inšpektorica ženska, ker pri njih še vedno močno vlada patriarhat in skoraj vse kriminalke govorijo skoraj samo o politiki in korupciji. One pa so si prav zaželele nečesa malce drugačnega, nečesa, ker bi ženska imela vodilno vlogo in to so bili zelo, zelo zanimivi prvi odzivi tega izjemnega festivala. Na ta festival je prišel tudi Joe Nesbo, prišla je Sten Malin, ki je šla pri Beletrini, prišla je tudi Arne Dahl, ki sicer pri nas še ni šel. Tako da in vsi seveda od Majića do vsi te srbski avtori, tudi hrvaški, Jurica Pavičić. Tako da festival je bil res izjemen. Potem je profesor se že predstavil pred v bistvu elitno publiko, ne? Da, zelo elitno. Se pravi, izkušnja je bila res nekaj dni po izidu, kar neverjetno. Odlično. Nismo še povedali, da je roman Profesor je končno mrtev tak tip romana, da ga lahko uvrstimo v bistvu v podžanr kriminalnega romana. Govorim o cozy crime oziroma zdaj sem prvič zasledila slovenski prevod za to domačno kriminalko. Ta tip kriminalnega romana se izogiba eksplicitnim krvavim oziroma morilskim prizorom, seksualnim prizorom, omejen je na neko manjšo skupino ljudi. V njem pogosto nastopa amaterski detektiv ali detektivka, kar vaša junakinja sicer ni, no pa bi morda vi povedali, kaj več, gotovo poznate dobro ta podžanr, zakaj ste se odločili prav za to obliko kriminalnega romana
zakaj ste pripeljali namesto detektiva amaterja, profesionalno detektivko? Ja, v cozy kriminalkah so dostikrat tudi, najdemo tudi, zdaj, ko je ta žanr že tako razširjen, najdemo vse vrste, tako od amaterjev kot pravih kriminalistov. Prvi predstavnik seveda je bila Agatha Christie z svojim hudomušnim in nagajivim Poirotom. Zdaj, zakaj sem se odločila ravno za cozy? Ker gre za prijetno kriminalko, ker zelo nerada gledam, govorim ali poslušam o brutalnih, nasilnih prizorih, nekako mi to ni blizu. Sicer preberem skoraj vse kriminalke, to moram priznati, da me radovednost vedno žene v to, da preberem tudi Nezba, Ficka ali kakšne podobne pisatelje, tudi Ireno Svetek sem nenazadnje prebrala. Vendar pa so mi bližje zgodbe, kjer umori nekako niso krvavi spektakli, ampak neke skrivnosti, neke uganke, ki jih potem razrešujejo detektivi oziroma v mojem primeru detektivka. Pri cozy žanru recimo je dostikrat značilno tudi to, da imamo tak omejen, zaprt krog zločincev, ker se mi tudi zdi nekako zelo zanimivo, da se lahko res osredotočim samo na te like in razvijam nekaj zelo zanimivih likov, ki so seveda bralcu vsi zanimivi, ker so potencialni osumljenci. In pa stvar, recimo, ki mi je tudi zelo, zelo všeč in sem dobila že kar nekaj odzivov bralcev, da jim je to všeč, je to razkritje na koncu, ne. Agatha Christie je nekako začela s tem, da na koncu Poirot vse zbere v dnevni sobi. To je v bistvu predlagal njen založnik, tega se ni spomnila sama, ampak je nekako ostalo potem v vseh njenih nadaljnih romanih. In to je tudi lastnost, ki sem jo jaz uporabila v tej knjigi, se pravi, da se na koncu se vsi zberajo v dnevni sobi in storilec je potem nekako razkrit in tukaj lahko doživimo tudi dinamiko vseh osumljenih in to poglavje mi je bilo v bistvu zelo, zelo rada sem pisala to poglavje. Tudi serije številne so potem povzele to obliko razkritja morilca. Ja. In tudi nobeden od strokovnjakov, ki je to prebral, se ni nič pritoževal nad tem, ker nekako so že navajeni, da je to taka kršitev strokovnih postopkov, ki je popolnoma utemeljena s tem, da je pač bralcu res v užitek in zadovoljstvo. No, tudi pri vas je izpeljana precej naravno, kajti vsi v narekovajih osumljenci bi se tako ali tako zbrali skupaj v tistem trenutku, jih ne zberete na silo. Ampak bova to pustili čim bolj na miru zdaj. Predvidevam, da ste se odločili za profesionalno detektivko pa ravno zaradi že omenjenega vprašanja vloge žensk v družbi in tudi konkretno v celotnem kazenskem sistemu pri nas ali zaradi kakšnih drugih razlogov še. Niste posegli raje po amaterski detektivki? V bistvu niti ne vem, zakaj. Mogoče zato, ker je lažje priti do znanja, kako delujejo policisti oziroma kriminalisti kot amaterski detektivi. Poleg tega amaterski detektivi nimajo tako velikega dostopa do forenzikov in do vseh ostalih, do patologov in tako dalje. Nimajo tako veliko pristojnosti. Še nekaj me zanima. Prej ste rekli, da ste zelo uživali ob pisanju tega sklepnega poglavja, oziroma ni čisto sklepno, ampak to, ker pride do razkritja. Pa bi vas vprašala, tole bo malo hecno, ampak res sem razmišljala tako ob branju knjige in potem, ko sem nekako snovala, kako bova zastavili ta pogovor, sem razmišljala o tem, za koga ste kot velika ljubiteljica kriminalk pravzaprav pisali ta roman, primarno seveda. Je šlo tu primarno za vas, kot pač ljubiteljico teh ugank in za užitek ob snovanju zgodbe in njenem razvijanju potem na papirju, ali je šlo primarno za postaviti izziv uganko bralcu? Skratka, kaj je bilo najprej, ta užitek ob pisanju in delo s knjigo, ali ste že pač razmišljali predvsem o tem, kako bi to uganko zasnovali tako, da bo bralec pač čim dlje prihajal do njene rešitve? Gotovo zmes obojega.
To je zagotovo. Začela sem namreč pisati veliko bolje, predvsem, ko je mama zbolela in da sem se zamotila oziroma da sem tisti čas, ki sem ga imela vmes zase nekako, da sem misli spravila drugam v nekaj drugega, v nekaj napetega, v nekaj, kar v bistvu nama je bilo obema v veselje. Hkrati pa sem seveda ves čas razmišljala o tem, kakšen bo odziv bralca. Zelo težko si predstavljam, da bi res napisala kriminalko, brez misli na ta odziv. Ravno, če sem čisto iskrena, kot sem že rekla, na začetku sem želela napisati predvsem ekološki roman, zdaj pa se je ta zgodba, ki sem jo imela v mislih, se je nekako razcepila na 2 dela, ker se tudi na koncu vidi, in v tem delu sem se predvsem osredotočila na zgodbo. Morda sem malo premalo opisala glavne like, oziroma malce premalo predstavila njihovo ozadje, vendar je to vse z namenom, da zgodba ni bila predolga in vse to se bo nekako razjasnilo potem še v drugem delu. Ne. Zdaj, v tej prvi kriminalki se mi zdi nekako še tipala, iskala ta teren med tem, zakaj pišem zaradi sebe, kaj veseli mene in mogoče tisti del, kaj pa je nujno potrebno, da tudi dati bralcu. Ravno to sem vas želela vprašati, namreč meni se sicer liki niso zdeli pomanjkljivo predstavljeni, se mi je pa zdelo, da so zasnovani tako, da lahko od knjige pričakujem še nadaljevanje, kajti na nekatera vprašanja, ki so sicer glede na to primarno zgodbo, recimo da sekundarna, ampak za te like vendarle zelo pomembna. No, na nekatera od teh vprašanj ne dobimo odgovora, so pa dani nastavki tako, da v bistvu komaj čakam zdaj, da bo že drugi del. Zdaj, ko vem, hotela sem vas seveda vprašati, no, ali lahko pričakujemo nadaljevanje ali pa vsaj nekakšno serijo teh knjig, no, z glavnimi liki podobnimi. Ja, odlično, namen je bil torej dosežen. Da, seveda pišem že nadaljevanje, ki bo bolj usmerjeno na ta primer Kolpa, ki se večkrat pojavi tudi v knjigi. Vsi liki imajo tudi nadaljne svoje zgodbe, imajo nekateri liki tudi take malce večje preobrate, tako da tega pisanja o teh likih, s katerimi sem se zdaj nekako seznanila in spoprijateljila, se v bistvu že zelo veselim. Maša, kako pa je potekalo snovanje kriminalne zgodbe? To ne more biti povsem enostavno. Najprej že zato, ker seveda jo je treba zasnovati z določeno količino suspenzov in ves potek mora biti primeren, če naj bralec ostane zraven, napet, razgiban in tako naprej. Po drugi strani pa so tu številne, na prvi pogled, malenkosti, ki pa niso malenkosti za avtorja. V mislih imam kriminalistične postopke, ki sem jih omenila pod tem krovnim pojmom, združujem morda tudi napačno, ampak še vse te forenzične principe dela, ekipno delo, pa tako naprej. No. Vse to, kar ste tako v bistvu prepričljivo opisali v knjigo. Nisva še omenili, Katjuša Jakopič je višja kriminalistična inšpektorica sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana. To sem si kar zapisala, ker... Tudi jaz sem si to mogla večkrat zapisati in sem imela skozi napisano, pa še potem mi je inšpektor oziroma kriminalist Damjan Apolonijo to popravil v knjigi 1-2krat, tako da mislim, da za nas, ki nismo v teh krogih, so to vse izrazi, ki so izjemno, neznani, in si jih težko zapomnimo. Ja, in tudi sami napišete v knjigi, ob zahvali, da pisanje kriminalke ni samo napeto zlaganje besed. Zdaj vas citiram, treba je seči v sence, vprašati tiste, ki jih poznajo, ki jih živijo. Konec citata. Skratka, da sem kar nekaj časa govorila, v bistvu pa me zanima, kako je potekalo snovanje zgodbe in kdo vam je pomagal, da je vse tako avtentično in prepričljivo? Ja, najprej seveda sem imela idejo za umor.
Mislim, da drugače brez tega kriminalke ni, čeprav nekatere kriminalke tudi nimajo umora, če smo čisto pošteni, niti storilca. Tako da najprej sem imela skratka idejo za umor, kako in zakaj. Potem se je nekako izrisal umorjeni in potem nekako je šlo vse naprej, od storilca do posameznih likov. In na to sem zelo hitro prišla že po nekaj stavkih sem nekako ugotovila, da mi manjka enega osnovnega znanja o policijskih postopkih, o forenziki, na splošno preiskovalnih metodah. In tako sem se seveda kot znanstvenica takoj lotila zelo strukturirano, sem šla v knjižnico, sem si sposodila nekaj knjig o kriminologiji, kriminalistiki, o razne priročnike in tako dalje. In sem seveda tudi hitro ugotovila, da bom vseeno potrebovala tudi nekaj pomoči tako v živo. In sem stopila v kontakt z Društvom kriminalistov, Društvo kriminalistov Slovenije, in sicer z Damjanom Apolonijom, ki je predsednik tega društva in izjemen kriminalist. Res srečanje z njim je bilo nekaj res nepozabnega. Gre za karizmatičnega gospoda, za katerega se vidi, da je res strokovnjak svojega poklica. K sodelovanju sem povabila tudi kolegico Karmen Petric, ki je tudi takrat pisala roman, ki je šel pri Cankarjevi založbi, Umor v rezidenci, in tako smo nekako skupaj imeli te pogovore z kriminalistom, ki nama je pojasnil razne najine zmote, pojasnil kakšne zaplete, najina vprašanja, kaj se tukaj zgodi, kaj pa tako, kaj če se kriminalistka naredi to, kaj če kriminalist naredi to. Na koncu je tudi obe knjigi prebral in popravil celo vejice, tako da res z forenzično natančnostjo je opravil svoje delo, za kar sem mu res zelo hvaležna, hvala. Potem sem seveda nadaljevala, potem sem šla še na Inštitut za kriminologijo. Tukaj mogoče čisto na kratko pojasnim razliko med kriminalistiko in kriminologijo. Kriminalistika je predvsem taka praktična veda, ki odkriva, preiskuje in dokazuje ter preprečuje kazniva dejanja v praksi, se pravi praktična veda, medtem ko je kriminologija bolj teoretično usmerjena in v bistvu obe skupaj pa nekako tvorita to potrebno znanje za odkrivanje storilcev in kaznivih dejanj. Tako da na Inštitutu za kriminologijo mi je zelo pomagala Mojca Plesničar, ki se prav ukvarja z ženskami v kazenskopravnem prostoru in mi je povedala zelo veliko raznih teorij, ženske kot storilke, ženske kot žrtve. In seveda treba je povedati, da znanje, ki sem ga od vseh teh strokovnjakov izvedela, večinoma ostane zunaj knjige. Žal se zgodbe ne da povedati samo z temi zanimivimi anekdotami in teorijami. Tukaj pomagal mi je potem še Dragan Petrovec isto na kriminologiji, pomagal mi je Rok Podjetje iz policijske postaje Moste, ki je tudi izredno zanimive stvari o policijskih postopkih povedal. Govorila sem še s prijateljico, zdravnico, ki mi je povedala kakšno zanimivo stvar ali dve. Potem z odvetniki, skratka res tukaj se nisem šparala in mogoče vseeno pošteno, da povem, da vse napake, ki so v knjigi, so izključno moje, in nekatere so namerne, nekatere so tudi nenamerne. Ker brez nekaterih napak, če bi jaz res opisovala vse, kako to gre, bi bila knjiga dolgočasna oziroma neberljiva. Recimo, ena izmed takih napak, ki jo vsi sprejmemo že v knjigah ali v filmih in tako dalje, je recimo, da je oseba, ki vodi forenziko, patologijo, ki vodi vse te skratka fizikalne preiskave, kemijske preiskave, biološke preiskave, prstne odtise, je načeloma vedno ena, ne. Zdaj v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju Slovenije imajo zato več oddelkov in da bi jaz v knjigo zdaj več vseh teh likov, ki Katjuši pojasnjujejo, ena prstne odtise, ena DNK, to je zelo nepraktično, ne, kar je posvojilo tudi večina nadaljevank in filmov in to ob posvetih s strokovnjakov, tako da take napake ali recimo to, da so kriminalisti trije, seveda se oblikujejo za večje zločine, lahko tudi delovne skupine znotraj kriminalistične skupine, ampak vse te stvari, to so take manjše, ne vem, če bi jim lahko leti rekla, napake, v bistvu gre za literarne prilagoditve, tako, ja, prilagodimo nekako zgodbo, oziroma resnično zgodbi, tako da je lažje povedano tisto, kar je pa v bistvu v resnici važno, se pravi to odkrivanje zločina. Je morda to spoznavanje postopkov
in celotnega procesa raziskave tudi kaj spremenilo potek zgodbe ali pa, ne morem zdaj reči pač, ali morilko oziroma morilca zaznamovalo kakoli drugače? Zagotovo je nekaj likov spremenilo svojo pot, nekaj likov je mogoče zaradi tega tudi kaj ušpičilo, nekaj likov je zaradi tega nekaj pojasnilo. Zagotovo vmes med vsemi temi anekdotami, ko slišiš, se pravi čisto neuradno, kakšne take malenkosti, kakšne take luštne prigode, potem sem tudi sama dodala, seveda neresnične, ampak nekatere, ki so bile zelo podobne tem. Maša Jelušič, da smo že kar zabredli v kriminalne vode profesorja, ki je končno mrtev. Razmišljala sem, da bi bilo morda fino, da bi prebrali odlomek iz romana, da poslušalci in poslušalke dobijo malo boljši vtis o likih, o tem, o čem govoriva, pa potem nadaljujeva še malo z razmišljanjem o knjigi in še čem. Seveda, z veseljem. Izbrala sem si kar prvo poglavje, ker se mi zdi, da nekako lepo opiše vzdušje oziroma nastavi celotno zgodbo, kot načeloma prvo poglavje mora. Do včeraj ni nikoli, prav nikoli pomislila na umor. Ko pa jo je danes zjutraj priložnost prvič oplazila, je do opoldneva že postala obsedena z njim. Ni dvoma, je razmišljala tisto nenavadno popoldne, zvečer bo zaspala kot morilka. Nepremično je strmela v bled starikov obraz, v zaprte oči, globoko pogreznjene v lobanske kosti. Če je odmislila raskav zvok in komaj opazno vzdigovanje prsnega koša, bi pred njo prav lahko ležal mrlič. Mrlič, beseda ji je odmevala v glavi. Bo res morila? Nekoč je gledala oddajo o slavnem ameriškem detektivu. Rekel je, da ljudje morijo zgolj in le iz 3 razlogov. Zaradi denarja, zaradi strasti in zaradi želje pomoči. Morda se sprašujete, ali obstaja še 4. kategorija, je vprašal ta modri in izkušeni detektiv. Ne obstaja. Toda kaj pa ljubosumje, maščevanje, jeza boste umovali? Vprašajte se naslednje. Kaj jih povzroča? Na to vprašanje obstajajo le 3 odgovori. In zdaj jih veste. Seveda so s podobnimi mnenji sledili se številni drugi, bolj ali manj za to usposobljeni gospodje. Moški so, navsezadnje, strokovnjaki za umore že po svoji naravi, je pomislila. Več kot 90% vseh umorov zakrivijo prav oni. In v to niso vštete vojne ali teroristični napadi, ki ta odstotek, o tem je bila prepričana, le še dodatno krepijo. Pozneje je prebrala, da je neki sociolog dodal nov motiv za umor. Ljubezen. Se pravi, umor iz usmiljenja, detomor pohabljenega otroka, denimo, motiv, ki pogosteje pritiče morilkam kot morilcem. Bi sem lahko uvrstila tudi samo obrambo? Ljubezen do sebe? Po kratkem premisliku se je odločila, da to tako ali tako ni pomembno. Umor, ki je rojil po glavi, je imel vse razloge. Tudi tiste, ki so jih naknadno dodajali razni strokovnjaki. Takšni, ki so se z zločini ukvarjali v resničnem življenju in takšni, ki so imeli z njimi opraviti le na papirju. Zrla je v nemočno omamljeno staro telo, do katerega je čutila jezo, željo po maščevanju, ljubosumje, morda tudi ljubezen. Pohrkavalo je na hrbtu, z glavo na blazini, do brade pokrito staro volneno odejo. Poleg je bil položen, kako zelo priročno, kako zelo vabljivo, mehak, puhast vzglavnik, skoraj da prenežen za njene namene. Misli so ji prešinile detektivove besede. Tudi če najdemo motiv za umor, to še ne pomeni, da odločitev, zakaj je nekdo umoril, lahko v celoti pojasnimo. Strokovnjaki se strinjajo, da je večino zakajev mogoče zgostiti le na 3, morda 4 motive, to da odgovoriti na pravi zakaj, torej na zakaj nekdo kloni pod temi motivi in drugi ne, to
je skoraj da nemogoče. Vse nas je že preplavila neobvladljiva jeza, vsi smo že zahlepeli po dediščini ali si zaželeli napredovanja v službi, skoraj vsi smo že kdaj ljubili in bili prevarani, a večina se nas kljub vsemu nikoli ne odloči za umor. Večina nas kljub vsemu nikoli ne postane morilcev. Toda ona nikoli ni bila večina. Nikoli. Z roko je hlastno zagrabila pernati vzglavnik. Nekaj časa ga je preprijemala, kot bi iskala najboljši položaj, nato pa ga z odločnim gibom položila na nič hudega, sluteči, speči obraz. Spoštovani poslušalci, poslušate oddajo Literarna matineja, z vami sva Maša Jelušič, avtorica romana Profesor je končno mrtev. Z njo se pogovarjam Tina Kozin. Maša Jelušič, tole je bilo uvodno poglavje v vaš roman. Razmišljate o motivih za, tako v najbolj splošnih obrisih bom rekla, o motivih za ubijanje, o tem, zakaj nekateri ljudje so morilci oziroma postanejo, zakaj ne. Sama pa sem razmišljala, da ste se verjetno kot avtorica romana pri snovanju svoje morilke oziroma svojega morilca vendarle nekako morali opredeliti, ali je recimo morilec pod nekimi določenimi kritičnimi pogoji lahko vsak od nas ali ne, in je morilec pravzaprav nek poseben profil človeka. Tisti 4 motivi oziroma vzroki, ki ste jih omenjali, so verjetno ljubezen, pohota, sovraštvo, denar oziroma plen, ki jih omenjate tudi v romanu in jih v glavnem navajajo številni poznavalci in tudi snovalci, bom rekla, kriminalnih zgodb. Ja, vprašanje, zakaj ljudje ubijamo, zakaj nekomu vzeti življenje, tega mislim, da ni še razrešil nihče. S tem se seveda mislim, da ukvarjamo vsi pisci kriminalnih romanov in iščemo razloge, ki so bolj ali manj že vsi popisani v določenih teorijah ali v določenih knjigah. In prav v bistvu na to tudi v knjigi omenim tudi, da je prav nekako vsak sposoben storiti umor, in na to sem dobila tudi že kar nekaj komentarjev, nekaterih, ja, seveda pod določenimi okoliščinami bi tudi jaz to storil, in nekaterih ne, nikakor, kako lahko si predstavljaš, da bi jaz storil. Mislim, da nekateri ljudje so bili morda bolj ogorčeni, nekateri so bili do te misli malo bolj sprejemljivi, ampak mnenja se tukaj seveda krešejo. Jaz sem, seveda, kot za vsako stvar, tukaj preštudirala eno morje različnih teorij, kriminoloških, od, bioloških teorij, ko se je začela ta kriminološka razmišljanja, skratka, da, recimo, da se ubijalca vidi po dolžini nosu, vseh teh fizičnih lastnosti, te biološke teorije so se naprej razvijale, seveda, v genetsko, ali če je morilec oče, se geni prenašajo na otroke. Dan današnji imamo tudi meritve, recimo MR možganov, išče se gene, ki bi bili za to odgovorni. Tukaj so potem psihološke teorije, različne, ki so večinoma morda samo podporne, razne sociološke teorije, recimo, da kjer je revščina, je tudi več umorov. Skratka, recimo, zelo pri srcu so mi bile nadzorstvene teorije, ki se predvsem ukvarjajo s tem, zakaj ljudje ne zagrešijo kriminala, kot v primerjavi s tem, zakaj ga zagrešijo. Tu so tudi feministične teorije, ki opozarjajo na to dejstvo, da ne glede na raso, ne glede na ekonomske značilnosti, ne glede na etično ozadje, ne glede na državo, ne glede na čas, v katerem se nahajamo, so storilci kaznivih dejanj, ne le umorov, vedno, poudarjam, in to je dejstvo, vedno moški, v večini. Ne pravim, da ženske ne storijo kaznivih dejanj, ampak včasih se mi vseeno zdi, da mogoče malo premalo poudarjamo to dejstvo. Skratka,
Teh teorij je res ogromno in jaz priznam, da odgovora na to nisem našla. Z veseljem pa spremljam vse te razprave, ki se razvijajo okoli tega, in mogoče na tem mestu se mi zdi, da se kljub vsem tem serijam in televizijskim oddajam in knjigam in popularnosti tega žanra s tem vprašanjem še premalo ukvarjamo. Zdi se mi, da dostikrat prehitro odmahnemo ta vprašanja. Smo pač ljudje, to je človeško je biti tekmovalen, agresiven, gre pač, vse to delamo v svrho preživetja. Zdi se mi, ne vem, mogoče je to zmotno mišljenje, ampak zdi se mi, da preveč reči gledamo v smislu tekmovanja, ko pa je vseeno v naravi in v medčloveških odnosov toliko enega sodelovanja in osebno čudim se mogoče ideji, da večina ljudi lažje verjame temu, da bomo izumili nek časovni stroj oziroma da bo tehnologija napredovala toliko, da se bomo, ne vem, lahko nekoč transportirali z enega konca sveta na, ne vem, mogoče celo na Luno, kot pa da bi verjeli v to, da ljudje ne bi več storili zločinov, da bi bili ljudje med sabo prijazni in sočutni. In to se mi zdi, meni osebno se to ne zdi tako nemogoče in mogoče so tudi kriminalke en delček tega in košček tega, ki nekako pomaga to odkrivati, razkrivati, razpirati te naše, te delčke, te duše, temnih plati človeške duše, ki si jih nekako drugače ne upamo zazreti. Zdaj bi vam lahko recimo kot protiargument rekla, da nekateri pa pravijo, da prav kriminalke še dodatno spodbujajo morilce, ali pa da zgodovina pozna tudi izredno krute ženske morilke, ampak mi je ta vaša vera in prepričanje sta mi v bistvu zelo blizu in všeč, tako da bom to kar spustila in se premaknila k naslednjemu vprašanju. Namreč tale profesor, ki je končno mrtev, je izredno nesimpatično bitje. To je sicer tudi ena izmed značilnosti teh domačnih kriminalk, tega podžanra, ki sva ga omenjali, ampak tudi tu bi recimo lahko zavili malo po svoje in se odločili za osrednjo žrtev, ki je bolj simpatična in ki pri bralcih vzbuja več empatije, ampak se niste odločili za to smer. Zakaj torej tako nesimpatična osrednja žrtev, bom rekla? Da, žrtve so v kriminalnih romanih zelo pogosto ženske in otroci, se pravi nekdo, ki zbuja sočutje. To dokazujejo tudi razni članki na to temo. Vendar pa je mene bolj zanimala ta ideja, zanimalo me je nekako poigravanje s tem, da je morilec bolj nedolžen kot žrtev sama. Ta ideja mi je bila zanimiva in tudi, da ne razkrijem preveč, ampak mogoče vprašanje na koncu seveda knjige je lahko, ali je ta lik dobil to, kar si je zaslužil ali ne. To vprašanje mogoče ne ostane neodgovorjeno. Žal, ravno o tem ne moram dosti govoriti, vendar da pa mogoče vseeno še odgovorim na vaše prejšnje vprašanje, ker je tudi to bilo nekako pobuda za moje pisanje, ravno to, ta odnos žensk oziroma vidik žensk, ne skozi literaturo. V literaturi zelo, ko pravite, da kriminalke tudi to spodbujajo, bilo je narejenih že veliko raziskav, predvsem na televizijske in serije in na videoigrice, da na nek način res je kriminalke oziroma take grozne stvari zelo nas navajajo na to, ne? Gledamo jih, beremo jih in se počasi navajamo in smo manj občutljivi lahko za določena resnično grozljiva dejanja, zato mogoče v kriminalko tudi ne vključujem teh nasilnih prizorov. Kar se pa žensk tiče, zanimivo je, da se tudi preko kriminalk ravno navajamo to. V kriminalkah v Agati Kristi je nekdo naredil prav raziskavo. Mislim, da je okoli 35 oziroma skoraj 40% žensk morilk, ker se mi je zdelo ogromno v primerjavi z realnim življenjem, ne. Ko ste rekli tudi ženske, seveda, tudi ženske nismo niti približno nedolžne, ne, a odstotki vseeno govorijo
svoje in ta tema nekako mi je res blizu. Še posebej, če pomislim, recimo, da vsaka tretja ženska naj bi doživela nekakšno nasilje in polovica od teh žensk naj bi to nasilje doživela doma. To pomeni, da moških, ki to nasilje povzročajo, le ni tako malo in mogoče je dobro, da ravno preko sproščene kriminalke, preko teme, ki ni tako zagrenjena, ki zdaj feministično tako grozi, moški so pa zlobneži, seveda ne, večina moških je krasnih, fantastičnih, saj drugače ne bi imeli tako mirne družbene ureditve, ki jo po svoje imamo, ne, še posebej v Sloveniji in v Evropi živimo v zelo mirnih in urejenih krajih. Ne. Tako da upam, da zdaj nisem preveč, ko sem odgovorila še na prejšnje vprašanje, ampak res te tematike me zelo zanimajo. Ne, tudi sama sem želela poudariti, ravno to, da ko sem videla, da se boste dotaknili v knjigi tudi gibanja MeToo, in ženskega vprašanja mi je bilo strah, da bom brala kakšno tendenciozno delo, ampak to temo upeljete tako subtilno in v bistvu življenjsko, da se moškim bralcem seveda ni treba ničesar bati in lahko knjigo absolutno vzamejo v roke. Tole bi vas še vprašala, Maša Jelušič, kajti čas se nama bo počasi začel že iztekati. Knjigo ste zasnovali v bistvu zelo realistično in življenjsko. Povedala bom tista dejstva, ki jih lahko, da ne pokvarim bralcem užitka ob branju. Skratka, v mislih imam, da gre za prepoznaven del Ljubljane, pač za Rožno dolino. Kraj je realistično opisan, tudi politično-zgodovinske razmere so zelo nazorno in prepoznavno opisane. Gre za pokoronski čas, tisti ravno zaključuje se to osrednje obdobje korone in čas vladanja politične desnice. Katjuša Jakopič je po videzu bolj povprečna od povprečnega, tu zdaj citiram vas, ne. Taki približno so tudi njeni ožji sodelavci. Ta skupina sostanovalcev, ki predstavljajo potencialne osumljence za umor, pa tako zdaj v grobem bi lahko rekli, da predstavlja nekako socialen prerez slovenske družbe. Tu so od najbolj bogatih in uspešnih do ljudi, ki so na robu revščine, pa študenti in tako naprej. Zanima me, zakaj recimo ta prepoznavnost kraja, taka navezava na konkretne slovenske zgodovinske okoliščine, zakaj povprečno sliko? Je to nekaj, recimo, kar omogoča boljšo identifikacijo z dogajanjem kar najširšemu krogu bralcev, ali je to že del čisto avtorske poetike? Ja, zopet kar zapleteno vprašanje. Mislim, da gre znova za zmes obojega. Kar se tiče recimo vseh teh po-covidnega stanja, vmešavanja politike, vse to sem želela narediti zelo čim bolj se da nevtralno in tudi v nadaljevanjih. Upam, da mi bo to uspelo, skratka, čim bolj nevtralno opazovati in opisovati ta desni in levi pol in to cepljenje in necepljenje. To je v bistvu res v kriminalki samo omenjeno, to je resničnost, ki se je pač takrat dogajala in ki se ji ne morem izogniti. Mislim pa, da je še prezgodaj, da bi dejansko res lahko o tem obdobju sodili in pisali za eno tisto odmaknjenostjo časovno, ki navadno sledi opisovanju takšnih dogodkov, tako da nisem se zelo močno spuščala v to. Sem pa omenila, kar se tiče različnih likov, ja, to je tudi tema, ki me neznansko zanima, te socialne razlike in v to tudi upam, da mi jih bo uspelo oplesti v kakšen roman, skratka, od stanovanjskih problematik do minimalnih plač, do vsega tega, vse te družbeno angažirane teme in zato probam tudi like narediti tako raznolike, da morda temo vsaj oplazim, če se že ne poglobim, da morda, ja, tukaj je, kot ste rekli, neko, da se bralec morda lahko tudi najde res v vsakem od teh likov. Kar se pa Katjuše tiče, lepo ste rekli, ja, še povprečnejša od povprečnega.
To mi je bilo všeč. Ja, hvala. Želela sem si ustvariti ženski lik, ki je malo disociiran, ki je olajšan od vseh teh stvari, ki jih navadno pripisujemo ženskam, od make-upa, urejanja, ugajanja moškim, ugajanja družbi na splošno, od samozaničevanja, da je ne definiramo po otrocih, da je ne definiramo po neotrocih, da je ženski lik, ki je ne definira odnos z moškim. Tudi njun odnos s Stojanom se bo čez knjigo razvijal in tukaj mislim raziskovati tudi nekatere tipe žensko-moških odnosov, ki se mi zdi, da v literaturi niso tako močno zastopani. Skratka, želela sem napisati en tak dobrovoljen, ampak odločen, intelektualen, brihten lik, umerjen ženski lik, ki seveda ima tudi svoje težave in jih tudi razrešuje, vendar čim manj brez teh stereotipnih opisovanj ženskega lika. Maša Jelušič, ker bova morali zaključiti, vam bom postavila še sklepno vprašanje, ne zahteva prav dolgega odgovora, morda je malo bolj tako v šali kot zares, ampak kar nekaj ptice je znašlo v knjigi. Govorimo o poimenovanjih oziroma o priimkih likov. Mislim, da so tu orel, kos, čuk. Fink. Ja. Tako. Pa še enega sem izpustila. Ja. Orel, kos, čuk. Vran, seveda. Glavnega predstavlja. Ja. Avtorska igra ali kaj več? Mislim, da zanimivo, da ste to opazili. Kar nekaj ljudi je to opazilo. Morda, če rečem, da ja, določeno simbolno vlogo bo to vsekakor imelo. Imena namreč ne izbiram naključno. Sama sem ob vseh teh pticah najprej pomislila na vašo mačko, o kateri sem brala, ko sem se pripravljala na tale pogovor, ampak pustiva to za prihodnjič. Čestitam vam še enkrat za tale res dober roman in vam želim uspešno nadaljevanje in se ga že tudi veselim. Najlepša hvala za povabilo in za tale kriminalno odličen pogovor. Hvala vam. Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji Literarna matineja. V njej smo gostili pisateljico Mašo Jelušič, predstavljali pa smo njen kriminalni roman Profesor je končno mrtev, ki je izšel pri založbi Goga. Z Mašo Jelušič sem se pogovarjala, Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbel Janez Ahlin.